Včasih je lažje verjeti v skrivnost kot v pravo razlago. Zato, ko vidimo velike kamne, ki so videti izjemno natančno izdelani, se nam hitro porodi vprašanje, kako so to naredili, če še niso imeli sodobnih strojev. Tukaj se začne pomembna točka. Ni vsaka nenavadna starodavna struktura takoj delo nezemljanov ali skrivnostne tehnologije. Včasih je odgovor bolj preprost. To so naredili starodavni ljudje s potrpežljivostjo, načrtovanjem in sodelovanjem. Čeprav niso imeli sodobnih orodij, so lahko ustvarili velike stvari, ker so znali dolgo delati za en sam cilj. Eden najbolj pogosto omenjenih primerov tega je Gunung Padang v zahodni Javi, Indonezija. Na prvi pogled je videti kot velik hrib z raztresenimi kamni na vrhu. Že dolgo ga domačini štejejo za sveti kraj. Ko so raziskovalci to preučevali z moderno skenirno opremo, se je pojavilo veliko vprašanje. Je to naravni hrib ali je tukaj posegel človek? Tukaj se je začela kontroverza. Nekateri pravijo, da je to mesto morda izjemno staro, da je celo starejše od egiptovskih piramid. Pojavile so se celo trditve, da je lahko staro 20.000 let ali celo več. Vendar veliko arheologov ne sprejema trditve, da je Gunung Padang zagotovo star 20.000 let. Leta 2024 je bila ena kontroverzna študija o tej trditvi umaknjena, potem ko so bila dokazi in način interpretacije podatkov postavljeni pod vprašaj. To pomeni, da ni pravilno trditi, da je to potrjeno najstarejša piramida na svetu. Bolj varna in bolj resnična razlaga je ta. Gunung Padang je starodavno megalitsko najdišče z naravnimi vulkanskimi kamninami. Jasno je tudi, da so ga ljudje uredili in uporabljali kot svetozemeljsko mesto. Kamni, ki jih tukaj vidimo, niso navadni kamni. Veliko jih je iz stolpčastega bazalta. Takšni kamni nastanejo le, ko se lava ohladi in razpoka v dolge stebre. Včasih izgledajo kot naravni stebri ali bloki. Zato ni treba takoj misliti, da so kamne oblikovali laserji ali napredni stroji. Narava sama je ustvarila obliko mnogih kamnov, a človek jih je prestavil, uredil in uporabil, da je kraj postal poseben. In tam postane zgodba še bolj zanimiva. Ker čeprav to ni dokaz za vesoljce ali izgubljeno supercivilizacijo, to kaže, so znali že starodavni ljudje izbrati dobro lokacijo. Uporabili so naravne materiale in ustvarili sveti prostor z načrtom in namenom. Čeprav niso uporabljali sodobnih strojev, so imeli potrpežljivost, moč, organizacijo in vero. In v antičnem svetu je bila včasih to največja tehnologija. Sposobnost mnogih ljudi, da delujejo za en sam cilj. Če je v Indoneziji kraj, kjer so uporabili naravni kamen in ga uredili ljudje, pa v Indiji najdemo strukturo, ki je bolj očitno delo človeških rok. To je tempelj Kailasa v jamah Ellora, Maharaštra. In tukaj ne govorimo več o preprostem urejanju kamna. Tukaj je celoten tempelj izklesan iz enega samega velikega kamna. Običajno gradimo stavbo, začnemo od spodaj. Najprej je temelj, nato stebri, stene, tla in streha. Toda v templju Kailasa je bilo ravno obratno. Ni bil zgrajen iz ločenih blokov. Ni kot hiša, kjer so deli postavljeni drug na drugega. Tempelj je bil izkopan in izklesan iz ene same trdne kamnine od zgoraj navzdol. Kot da bi vzel velik kamen in postopoma odstranil vse, kar ni potrebno, dokler se v njem ne pojavi tempelj. Ampak tukaj ne govorimo o majhni skulpturi. Pojavil se je velik kompleks z dvoriščem, dvorano, stebri, svetiščem, stopnicami, rezbarijami in kipi. So sloni, božanstva, okrasni detajli in veliki deli, ki izgledajo kot ločene stavbe, a še vedno so del iste skale. Po podatkih UNESCO so jame Ellora nastale med 5. in 12. stoletjem. Med brahmaničnimi jamami je tudi znameniti tempelj Kailasa, ki je bil izklesan med 7. in 10. stoletjem. Nekateri pravijo, da je bil tempelj Kailasa zgrajen v 18 letih, vendar to ni zagotovo. Obstajajo stare zgodbe, da je bil tempelj hitro zgrajen s pomočjo številnih delavcev, načrtovalcev, kiparjev in neprekinjenega klesanja v kamen. To ni bil preprost projekt, zato je bilo potrebno natančno načrtovanje, potrpežljivost in ogromno delovnih rok. Težko si je predstavljati ta proces. Če narediš napako pri navadni stavbi, lahko zamenjaš en blok, lahko popraviš steno, lahko dodaš material. Ampak pri monolitnem templju je drugače. Če preveč odrežeš iz kamna, tega ne moreš več preprosto vrniti nazaj. Če je steber napačne velikosti, ga ne moreš zamenjati kot les ali votle bloke. Vsak rez, vsaka globina, vsak rob in vsaka podrobnost morajo biti natančno načrtovani. Zato je tempelj Kaila tako izjemno občudovanja vreden.
Ne zato, ker je to nemogoče, ampak zato, ker je to mogoče, a izjemno težko narediti. In to je še močnejša točka. Starih ljudi ni treba narediti mitičnih, da bi bili občudovanja vredni. Ni nam treba v zgodbo dodajati vesoljcev, da bi bili navdušeni. Dovolj je videti, da so bili včasih ljudje, ki so znali razmišljati na veliko. Ustvarili so nekaj, kar se lahko ponovi, počasi, a natančno. In posvetili so mnoga leta nečemu, kar je bilo večje od njih samih. Na takšnih ravnicah lahko vidimo, kako je človek uporabil naravni kamen in svete kraje. V Kajlasovem templju pa lahko vidimo, kako je mogoče celo goro spremeniti v arhitekturno celoto. Kraj sta različna, a nauk je enak. Zdaj se vrnimo nazaj k Kajlasovemu templju. Če bi količino kamna, ki so ga odstranili iz Kajlasovega templja, razdelili na leta gradnje, je jasno, da je bilo njihovo vsakodnevno delo izjemno naporno. Vsak dan so morali odstranjevati, lomiti in iznašati ogromne kamne iz gore. To ni bila majhna naloga. Zato je bilo potrebnih veliko ljudi, jasen načrt in neprekinjeno delo. Tu se pogosto začnejo ugibanja. Nekateri pravijo, da je to nemogoče narediti samo s preprostimi orodji. Drugi menijo, da je morda obstajala izgubljena starodavna tehnologija. Nekateri celo verjamejo, da so morda uporabili laserje, zvočne valove ali stroje. Toda če pogledamo bolj natančno, takšna razlaga ni potrebna. Bolj verjeten odgovor je organizacija. Tempelj je bil izklesan od zgoraj navzdol. To pomeni, da delavcem ni bilo treba dvigovati velikih kamnov navzgor. Medtem ko so izkopavali kamen od zgoraj, so lahko odstranjene kose spuščali ali odstranjevali s pomočjo gravitacije. To je bolj praktično kot dvigovanje kamnov, kot to počnejo pri drugih velikih gradnjah. Stari delavci so uporabljali tudi različna orodja, zagozde, kladiva, dleta in druge metode za razdelitev kamna. Takrat so imeli tudi tehniko, kjer so v kamen izvrtali luknje, vanje dali les, nato pa so ga zalili z vodo. In ko les nabrekne, se pritisk poveča in kamen se lahko razcepi v želeno smer. Sliši se preprosto, a je učinkovito. To pa ne pomeni, da je bilo lahko. Še vedno je bilo zelo težko. Potrebovali so veliko ljudi, jasen načrt in dolgo obdobje neprekinjenega dela. Zato ni treba templjev povezovati z vesoljci ali skrivnostmi, da bi bili občudovanja vredni. Tukaj je nauk bolj jasen. Včasih prava napredna tehnologija starodavnih časov ni bila stroj, temveč disciplina, vztrajnost in sposobnost mnogih ljudi, da delujejo kot eno telo. Kljub temu pa obstaja kraj, ki ga je težje presoditi, ker ni v gorah ali puščavi. Nahaja se pod morjem. To je spomenik Yonaguni na Japonskem. Leta 1986 je inštruktor potapljanja Kihachiro Arata opazil nenavadno kamnito formacijo v bližini otoka Yonaguni. Pod vodo so velike ravne kamnite plošče, ki so videti kot stopnice, terase in veliki robovi, ki so zelo ravni. Zaradi svojega videza se je hitro razširila ideja, da gre morda za potopljeno starodavno mesto. Nekateri so celo rekli, da bi to lahko bila japonska različica Atlantide. Zanimivo je slišati, še posebej zato, ker je pod morjem. Ko je velika struktura videti, kot da ima stopnice in ploščadi, je lahko pomisliti, da jo je naredil človek. Vendar je treba biti previden pri razlagi. Do danes še ni potrjeno, da je spomenik Yonaguni ustvaril človek. Veliko geologov verjame, da gre za naravno kamnito tvorbo. Kamen na tem območju se lahko razcepi po ravnih linijah zaradi naravnih plasti, razpok, potresne aktivnosti in gibanja vode. To pomeni, da so stopnice, ki jih vidijo potapljači, lahko posledica naravnega lomljenja kamna in ne delo starodavnih graditeljev. A to tudi ne pomeni, da tukaj ni nič zanimivega. Čeprav je večina formacij naravnih, je še vedno mogoče, da so jih ljudje v preteklosti uporabljali kot orientacijsko točko, ribolovno območje ali sveti kraj, če je bil kateri del nekoč v plitvejši vodi. Ampak to je že druga zgodba. Uporaba naravnega kraja strani človeka ni enaka kot gradnja celotnega podvodnega mesta. Zato je bolj pravilno, da to povemo tako. Spomenik Yonaguni je skrivnostna podvodna kamnita formacija, o kateri se še vedno razpravlja. Nekateri verjamejo, da je bil spremenjen strani človeka, vendar večina znanstvenih razlag kaže na naraven geološki nastanek in včasih je to težko sprejeti. Ker ko je oblika kamna tako lepa, si želimo, da bi za tem stal večji skrivnost. A vendar lahko narava sama ustvari oblike, ki so videti kot delo človeka. Izpod morja na Japonskem pa se zdaj preselimo na kraj, ki je pod zemljo.
To je podzemno mesto Derinkuyu v Kapadokiji v Turčiji. Njegova zgodba je kot začetek filma. Leta 1963 je nekdo v Turčiji prenavljal hišo. Med obnovo je za steno odkril prehod. Izkazalo se je, da to ni bila navadna luknja. Izkazalo se je, da je to vhod v ogromno podzemno mesto. Pod zemljo so bili tuneli, sobe, prezračevalni jaški, skladišča, prostori za živali, cerkve in prehodi, ki so jih lahko zaprli z velikimi kamnitimi vrati. Pogum na Derinkuju sega približno 85 metrov globoko. Pravijo, da lahko služi kot skrivališče za do 20.000 ljudi skupaj s hrano in živalmi, še posebej v času nevarnosti. Tukaj so se ponovno pojavile različne špekulacije. Nekateri pravijo, da je to morda bunker proti starodavni jedrski vojni. Drugi menijo, da je bil narejen za skrivanje pred nezemljani. Nekateri pa to povezujejo z veliko katastrofo v starih časih. Vendar takšna razlaga ni potrebna. Zadeva je bolj jasna. Razlog, zakaj obstaja podzemno mesto v Kapadokiji. Regija ima mehko vulkansko kamenino. To je veliko lažje izkopati v primerjavi s trdimi kamni. Toda, ko je izkopana in se izpostavljena površina strdi, lahko postane trdna stena. Zato je to popoln kraj za gradnjo podzemnih zavetišč. In v starih časih je bilo veliko razlogov, da so se ljudje skrivali. Bile so invazije, ropanja, obdobja verskega preganjanja, pa tudi skupine, ki so morale zaščititi svoje družine, hrano, živali in skupnost. Zato Derinkuju ni zgolj podzemno mesto za nenavaden način življenja. Bolje ga je razumeti kot velik sistem zatočišč. Ko je na površju nevarnost, se lahko ljudje spustijo dol, zaprejo težka kamnita vrata. Zrak prihaja skozi prezračevalne jaške. Je voda, je skladišče hrane, je prostor za živali. To ni bilo narejeno za udobje kot običajna hiša. Narejeno je bilo zato, da ljudje preživijo, ko na površju ni več varno. Svet na površju. Kljub temu pa so nekateri deli Derinkujuja očitno narejeni za varnost. To niso samo podzemne sobe. Obstajajo ozki prehodi, kjer lahko gre skozi le ena oseba naenkrat. Obstajajo velika okrogla kamnita vrata, ki jih lahko zavalijo, da zaprejo vhod. In kar je pomembno, veliko vrat se lahko zapre od znotraj. To pomeni, da če je zunaj sovražnik, mu bo zelo težko vstopiti. Tukaj se pojavi vprašanje, pred kom so se skrivali. Obstajajo nenavadne teorije, ki pravijo, da je bilo to morda narejeno zaradi starodavne katastrofe, vesoljcev ali druge nepojasnjene grožnje. Vendar pa je razlaga zgodovine veliko bolj jasna. Kapadokija je že dolgo časa prehod nemirov, vojn in napadov. V različnih obdobjih so se morale skupine in skupnosti skrivati, da bi preživele. Zato Derinkuju ni skrivališče za vesoljce. Bolj pravilno je, da ga razumemo kot zatočišče za preživetje. Ko je grozila nevarnost, so se ljudje lahko spustili pod zemljo. S seboj so lahko vzeli hrano, vodo, opremo in živali. Prehode so lahko zaprli s težkimi kamnitimi vrati. Na površju so sovražniki morda mislili, da ni nikogar, a pod zemljo so se skrivali ljudje. Zrak je prihajal skozi prezračevalne jaške, bile so sobe za ljudi, prostor za hrano. Obstajali so tudi prehodi do drugih delov podzemnega mesta. Bistvo je preprosto, tega niso naredili za razkazovanje. Naredili so to, da ne bi umrli, ko je zgoraj postalo nevarno. To je tisto, kar še dodatno krepi zgodbo o pogumnem Derinkujuju. Ne gre za magijo, gre za strah, pamet in močno željo po preživetju. Če je bil pogumni Derinkuju mesto skrito pod zemljo, pa obstaja tudi starodavni kraj zgrajen na vodi. To je Nan Madol v Pompeju, Mikronezija. Na prvi pogled se zdi, kot da tega sploh ne bi smelo biti tam. To ni navadna vas na kopnem, prav tako to niso preproste hiše ob morju. Nan Madol je velik kompleks umetnih otočkov. To pomeni, da je veliko majhnih otokov, ki jih je ustvaril človek. Ti otočki so povezani s kanali, zato so med zidovi in strukturami vodne poti. Po podatkih UNESCO-ja je Nan Madol sestavljen iz več kot 100 otočkov ob obali Pompeja. Ima zidove, narejene iz bazalta in koralnih skal. Tukaj lahko vidimo ostanke kamnitih palač, templjev, grobnic in stanovanjskih območij, ki so povezani z dinastijo Saudelur. To si je lažje predstavljati takole, kot da so si zgradili svoje majhno mesto na vodi. A ni bilo narejeno samo iz lesa. Uporabili so težke bazaltne kamne, nekateri kamni so videti kot dolgi stebri ali hlodi, vendar so narejeni iz kamna, zato jih včasih imenujejo bazaltni hlodi. Tukaj se začne veliko vprašanje, kako so premikali tako težke kamne. Niso imeli sodobnih žerjavov, niso imeli tovornjakov, niso imeli mešalcev za beton.
Niso imeli kovinskih strojev, kot jih imamo danes, zato obstajajo legende na tem območju, ki pravijo, da so kamne z magijo spravili v zrak. Obstaja zgodba o dveh bratih, ki sta imela posebne moči in pravijo, da sta na nenavaden način zgradila Nan Madol. Legenda je lepa kot del kulture. Vendar tega ne smemo jemati kot potrjeno zgodovino. Raziskovalci imajo preprostejšo razlago. Na otoku je težko pripeljati kamenje na kopno, še posebej, če je teren zaraščen, blaten in ni urejenih poti. Zato je bolj praktično uporabiti vodo. Mogoče so kamne pripeljali s splavi, hlodi, kanuji ali na druge načine po morju in laguni. Ko je težak predmet v vodi, ga je lažje premikati, kot pa vleči po suhem kopnem. To ne pomeni, da je kamen lahek, še vedno je težak. Ampak obstaja več načinov, kako ga premakniti. Ko pridejo na kraj, lahko postopoma uredijo kamne, jih zložijo in naredijo zid. To ni bilo narejeno v enem dnevu. Zato je potrebnih veliko ljudi, veliko časa in natančno načrtovanje. Zato Nan Madol ni nastal po naključju. Ne smemo ga razumeti kot neko čarobno mesto. Še bolj osupljivo je, če ga gledamo kot resnično delo človeških rok. Ker to dokazuje, da so bili ljudje v Pompejih takrat vešči logistike. Vedeli so, kje dobiti kamen, vedeli so, kako uporabiti vodo kot pot, vedeli so, kako graditi na mestu, kjer je težko graditi. Toda zakaj so to storili? Ni bilo samo zato, ker so želeli ustvariti lepo mesto. Nan Madol je postal politično in obredno središče dinastije Saudelur. To pomeni, da so bile tu skoncentrirane moč, rituali, grobnice in bivališča pomembnih ljudi. To je kot kraj, ki pravi, da tukaj prebivajo voditelji. Tukaj potekajo rituali. In tukaj se kaže, kdo ima moč. Zato v Nan Madolu ne vidimo le kamnov, vidimo tudi sistem neke družbe. Obstajajo voditelji, delavci, pravila, vera, strah, spoštovanje in nadzor. In tukaj postane zgodba bolj resna. Velika struktura ne prikazuje le inženirstva. Prikazuje tudi, kako deluje celotna skupnost. Obstajajo ljudje, ki ukazujejo, ljudje, ki ubogajo in ljudje, ki delajo. In obstaja razlog, zakaj so pristali na ta napor. Zato, ko nekdo reče, da je to nemogoče brez vesoljcev, kot da podcenjujejo ljudi, ki so to resnično naredili. Ker v resnici ne potrebujemo vesoljcev, da bi razložili Nan Madol. Razumeti moramo le 3 stvari. Vodo, kamen in organizacijo. Uporabili so vodo, da so premikali težke kamne. Uporabili so bazalt, da so zgradili trdne zidove. In uporabili so moč celotne skupnosti, da so dokončali nekaj, česar en sam človek ne bi mogel narediti. V Derinkujuju so ljudje zgradili podzemno mesto, da bi se skrili in preživeli. V Nan Madolu so ljudje zgradili mesto na vodi, da bi pokazali moč in vero. Različni kraji, različni razlogi, toda ista lekcija. Ko je nevarnost, si človek vedno najde način, da preživi. Vrnimo se nazaj. V Nan Madolu ni pomembna le lepota kamna, še pomembnejše je to vprašanje. Zakaj so zgradili kraj, kjer je tako težko živeti? Nahaja se na vodi, ni veliko zemlje za obdelovanje, ni lahko dostopne sladke vode. Veliko stvari je treba pripeljati s čolnom. Če boš tam živel, si odvisen od zalog od zunaj. Tukaj postane bolj jasno, čemu služi Nan Madol. Ni samo preprosto mesto, ni samo kraj za obrede, je tudi središče moči. Po podatkih UNESCO-ja je Nan Madol obredni center dinastije Saudelur. Tam so palače, grobnice, templji in bivališča za pomembne ljudi. To pomeni, da se tukaj kaže, kdo ima nadzor. Nekateri raziskovalci verjamejo, da so voditelji in elita bivali ali bili zadržani blizu središča moči. Na ta način so jih lažje nadzorovali. Lažje je ugotoviti, kdo je lojalen in kdo bi se lahko uprl. Ideja je preprosta. Ko je nekdo daleč od svojega domačega kraja in je odvisen od hrane, vode ter ukazov višjega vodje, ga je lažje nadzorovati. Zato Nan Madol ni le inženirski čudež. Je tudi opomnik, da se lahko arhitektura uporablja v politiki. Kamen ni le stena, lahko je tudi simbol moči. Toda v Egiptu obstaja kraj, kjer je skrivnost še težja. Ni na vodi, temveč pod zemljo. To je Serapej v Sakari. Večina ljudi bolj pozna piramide in sfingo, toda v Sakari je podzemni kompleks poln velikih kamnitih sarkofagov.
Po uradnih podatkih egiptovskega turizma in starin je Serapej grobnica svetih Apisovih bikov. Za stare Egipčane Apisov bik ni bilo navadno bitje. Šteli so ga za svetega in povezanega z njihovim verovanjem o bogu Siti. Ko je sveti bik umrl, so mu pripravili poseben pokop. Zato so zgradili podzemne galerije in velike kamnite krste. Tukaj postane Serapij res presenetljiv. Sarkofagi tam niso majhni. Ti so veliki in narejeni iz trdih kamnov, kot so granit, bazalt ali drugi težki kamni. Nekateri tehtajo več ton skupaj s pokrovom. Ko jih vidiš, se seveda vprašaš, kako so jih naredili, kako so jih spravili v podzemne tunele. Kako so jih postavili na pravo mesto, če niso imeli sodobnih žerjavov. Zaradi tega se je pojavilo veliko nenavadnih teorij. Nekateri pravijo, da morda to sploh ni bilo namenjeno bikom. Nekateri pravijo, da je to morda starodavni stroj. Drugi menijo, da gre morda za energetski sistem, baterijo ali tehnologijo, ki je danes ne poznamo več. Vendar nimamo trdnih dokazov, da bi to lahko trdili kot dejstvo. Bolj jasna razlaga prihaja iz arheologije. Serapij je bil pokopališče. Uporabljali so ga v verskih tradicijah starodavnega Egipta. Obstajajo napisi, zapisi in arheološki kontekst, ki kažejo na kult Apisovega bika. Zato ni prav, da bi rekli, da je ta starodavni stroj potrjen. Pravzaprav je še bolj impresivno, če je to res pokopališče. Ker to pomeni, da so bili zaradi svojega prepričanja pripravljeni opraviti izjemno težko delo. Ne zaradi tehnološkega eksperimenta, ampak zaradi vere, moči in spoštovanja do svete živali. A to še ne pomeni, da je odgovor preprost. Še vedno ostajajo vprašanja. Kako so zgradili tako trde kamne? Kako so tako natančno oblikovali notranjost in zunanjost? Kako so prenesli težke sarkofage skozi ozke hodnike? Tukaj pride v poštev bolj praktična razlaga. Stari Egipčani so že dolgo mojstri pri obdelavi kamna. Uporabljali so bakrena orodja, kamnita orodja, abrazive kot je pesek in veliko vztrajnosti. Ko je bil pesek ali kremenčev pesek uporabljen kot abraziv, je lahko brusil tudi trši kamen, če so postopek večkrat ponovili. To je počasno, zelo počasno, a ni nemogoče. Potrebovali so le veliko časa, veliko delavcev in jasen načrt. Da bi bolje razumeli, si predstavljajte brusni papir. Brusni papir ne izgleda močan, ampak če ga večkrat podrgnete, počasi zgledi les ali kovino. Enako velja za kamen. Ne gre za en sam hiter rez, ampak ponavljajoče drgnjenje, brušenje, udarjanje in poliranje. Pri premikanju težkih kamnov so Egipčani morda uporabljali sani, valje, rampe, vrvi, lesene opore in nadzorovano vlečenje strani številnih ljudi. Obstajajo dokazi iz starega Egipta, da so uporabljali tak način za premikanje težkih predmetov. To ni bilo enostavno, ampak imeli so sistem. Najpomembnejša točka je, da ni treba imeti laserja, da bi bil Serapejum osupljiv. Še bolj osupljivo je, ker so opravili tako zahtevno delo z enostavnimi orodji, ki so jih uporabili na pameten način. In tukaj se združijo vsa mesta, ki smo jih videli. Na gori Padang smo videli, da se včasih skrivnost začne z naravno skalo, ki jo je človek preoblikoval. V Kajlasa templju smo videli, da je človek sposoben izklesati celoten tempelj iz kamna, če ima dovolj dober načrt in vztrajnost. V Jonaguniju smo videli, da niso vse stvari, ki izgledajo kot stopnice, nujno delo človeka. Včasih narava sama ustvari oblike, ki zmedejo naše oči. V Derinkuju smo videli, da če je svet na površju nevaren, lahko človek ustvari varen svet pod zemljo. V Nanmadolu smo videli, da lahko voda, kamen in organizacija ustvarijo središče moči. In v Serapeumu smo videli, da lahko človekova vera ljudi spodbudi, da naredijo nekaj izjemno težkega, izjemno zahtevnega in izjemno dolgotrajnega. Zato si to zapomnite. Ni treba, da so bili starodavni ljudje prikazani kot šibki ali primitivni. Niso imeli interneta, niso imeli električnega orodja, niso imeli tovornjakov, niso imeli žerjavov, kot jih imamo danes. Imeli pa so čas, imeli so delavce, imeli so voditelje, imeli so prepričanja in imeli so razlog, da dokončajo nekaj, tudi če je to trajalo več let. Zato, ko vidimo starodavno strukturo, ki se zdi nemogoča, ne pomislimo takoj na nezemljane ali magijo. Bolje je začeti z bolj preprostim vprašanjem. Kaj so imeli oni takrat, česar mi danes pogosto nimamo? Potrpežljivost, disciplino, sodelovanje in jasen cilj. Ker je včasih največja skrivnost starodavnega sveta ne izgubljeni stroj, ampak sposobnost človeka, da dolgo časa dela za nekaj, v kar verjame, da je večje od njega samega. In morda je to razlog, zakaj ti kamni še danes stojijo.
Ne samo zato, da pokažejo, kaj je bilo narejeno v preteklosti, ampak tudi zato, da nas opomnijo, kako daleč lahko pride, če ne odneha.